Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bom govorila malce o vibratorjih za pare. In sicer, kaj so vibratorji za pare, prednosti uporabe vibratorjev za pare, nekaj nasvetov za začetek, potem kakšne tipe vibratorjev za pare poznamo in pa, kot ponavadi, bomo tudi razbili nekaj mitov in povedali, kakšna je resnica za temi miti o vibratorjih za pare, pa mogoče tudi kakšna stvar, ki bo veljala na splošno za same vibratorje. Se pravi, če gremo kar na prvo točko in sicer, da razjasnimo, kaj sploh mislimo, ko govorimo o vibratorjih za pare. Tlene v bistvu ne gre za neke običajne vibratorje, ampak za vibratorje oziroma erotične naprave, pripomočke, ki so zasnovane posebej za uporabo med seksom in to tako, da pri uporabi tega oba dva partnerja uživata in sta pač stimulirana na takšen ali drugačen način. Se pravi, ta stimulacija oziroma pač užitek, ki je namenjen obema, tudi ustvari nekakšno drugačno dinamiko v spalnici in pač sama uporaba lahko pripomore tudi k izboljšanju komunikacije in pač še večji povezanosti med partnerjema. Zdaj gremo lahko kar naprej na prednosti uporabe vibratorjev za pare. Zakaj bi se sploh par odločil za samo uporabo vibratorja? Zdaj, jaz bom naštela nekaj razlogov in jih pač seveda podkrepila z nekimi dejstvi, tako da dajmo kar naprej. Dajmo kar nadaljevati, se pravi, z samimi temi razlogi. Se pravi, vibratorji za pare niso pač le neke igračke, tako, ampak res neko orodje, ki izboljša vajino povezanost in pa samo užitek. Se pravi, kakor sem rekla, prvo je povečana intimnost in povezanost. Zakaj? Zakaj lahko vibratorji za pare povečajo to? Zato, ker v bistvu sama uporaba vibratorja zahteva več komunikacije med vama in pa več sodelovanja. Se pravi, tle je že sam pogovor o željah in mejah spodbuja komunikacijo in to posledično tudi skrepi vajino zaupanje. Se pravi, lahko tle rečemo, da ni to le fizična izkušnja zaradi same stimulacije, ampak je tudi čustvena, ker skupaj raziskujeta nekaj novega. Se pravi, sam pogovor o uporabi vibratorja lahko vodi tudi v globlje razumevanje vajinega odnosa, vajinih želj in vajinih mej. Seveda vsi ti pogovori pa tudi dolgoročno lahko pozitivno vplivajo na vajin odnos in ga s tem tudi izboljšajo. In če gremo naprej, na naslednji razlog, skupno raziskovanje užitkov. Se pravi, kakor sem že omenila, ta komunikacija in tako, ampak vibratorji omogočajo raziskovanje novih vrst stimulacije, ki jih pa mogoče brez vibratorja ne bi doživela, pa ne samo zaradi teh vibracij in tako, pač teh fizičnih zadev, ampak tudi zaradi čustvenih zadev. Mogoče nikoli ne bi prišla do tega pogovora, mogoče ne bi nikoli tega dela telesa raziskovala in tako naprej. Se pravi, lahko odkrivata nove erogene cone, nove načine, kako oba dva uživata v nekih dotikih in božanju, lizdanju, kakorkoli že. Se pravi, sam vibrator za pare res prinese en nov aspekt, novo dinamiko in večplastno izkušnjo oziroma užitek za oba hkrati, ne samo za enega. Tako, sami vibratorji za pare lahko tudi pomagajo pri določenih težavah, čeprav jaz ne bi rekla temu glih težava, ampak mogoče različne potrebe, se pravi, spolni apetit, ki ga ima kakšen od vaju, se pravi, tle lahko mogoče si bolj pomagata in bolj prilagajata glede na vajin okus ali pa enega ali pa drugega, se pravi, lahko bolj prilagojeno in intenzivno izkušnjo, neko doživljanje za oba naredita. Zelo veliko nekega, zelo se lahko dobro prilagodita določene stvari, če ima en več potrebe po nečem in mu drug tudi s tem lahko pomaga.
Zdaj, naslednji razlog bi bil povečana samozavest v spalnici. Uporaba vibratorjev za pare lahko poveča samozavest obeh partnerjev. Tle morata vedeti, da orodje, s katerim lahko dosežeta vrhunec užitka, prinaša tudi sproščenost v spolnem življenju. Zdaj, to je zelo pomembno za pare, kjer je eden ali pa sta oba bolj sramežljiva ali pa nesigurna glede svojih teles ali pa nesigurna glede svoje spolnosti, tle ne mislim spolne usmerjenosti, ampak same izkušnje spolnosti. Se pravi, tle vibrator res lahko služi kot neko orodje oziroma pripomoček, ka odstrani ta nepotreben pritisk, in se lahko res oba dva osredotočita na nek užitek, v bistvu na zmogljivost. Se pravi, da je to res neko pomagalo. Tako. Naslednji razlog je podaljšanje užitka za oba partnerja. Se pravi, vibratorji za pare so zasnovani tako, kakor sem že prej rekla, da stimulirajo oba partnerja hkrati. To lahko res podaljša in okrepi spolni užitek. Recimo, vibracijski obročki za penis ne da sami izboljšajo neko moško erekcijo, zato ker pač pride do tega, da majčkeno zadrži kri v penisu, zato je tudi trša, boljša, kakorkoli želite to opisati, erekcija, ampak lahko tudi pomaga pri tem, da malce podaljša s tem spolni odnos. Se pravi, daljši spolni odnos pomeni tudi, da lahko vidva dlje časa uživata v spolnem odnosu, lahko vodi to tudi potem v bolj intenzivne ali pa bolj dolgotrajne orgazme. Se pravi, ja, vibratorji res prinesejo neko novo dimenzijo spolne odnose, in ja, zato je to podaljšanje užitka za oba partnerja. Več o samih vibracijskih obročkih za penis bomo pa pol pogledali pri tipih vibratorjev za pare. No, in ko sem že omenila to erekcijo in to, se pravi, naslednji razlog bi bil ta, da pač eni izmed teh vibratorjev za pare tudi pomagajo pri spolnih težavah oziroma nekih, dajmo reči temu kar težave, pač se pravi neke situacije, kjer se soočate z nečim, kar vam je težko pri spolnem odnosu. Se pravi, omenili smo že težave z erekcijo, potem naslednja, ki bi bila, je lahko nizka spolna želja ali pa težave pri doseganju orgazma. Se pravi, vibratorji so lahko odličen način, da se te težave premagajo oziroma da se nekako premostijo ali pa ublažijo. Recimo, potem so, če sem že omenila, težave pri doseganju orgazma. Večina žensk težko doseže vaginalni orgazem oziroma orgazem samo s penetracijo in potrebujejo še zunanjo stimulacijo, se pravi stimulacijo klitorisa. Tle, kateri vibrator za pare bi lahko pomagal, nosljivi vibrator za pare, ki je oblikovan tako v črki U. En ta krak črke U gre v vagino in je dovolj majhen, ozek, sploščen, da lahko je zraven še penetracija, drug del črke U, druga krivulja, krak kakorkoli, pa pride potem gor do venarinega grička, hribčka in z vibracijami zraven še stimulira klitoris, medtem ko se dogaja penetracija. Se pravi, dodatna stimulacija klitorisa, ampak kostenje je to pri spolnem odnosu. Sami vibratorji zmanjšajo lahko ta pritisk, ki ga mnoge osebe čutijo zaradi zmogljivosti svoje, ker še zmeraj pač v bistvu je nekako pomagalo, tebi pomaga, da si res dovolj samozavesten, da boš s pomočjo tega nekako, ne bi rekla, da bi si zagotovil, da boš zadovoljil partnerja, zato ker ni namen zdaj, da bi tebe vibrator nekako nadomestil, ampak ti da neko samozavest ali pa en backup plan ali pa neko pomoč, neko spodbudo, da pač veš, da nekomu to paše, in da pač boš s pomočjo tega lahko dosegel nekaj.
Tako da meni se zdi ful fajn, v bistvu tak fajn pripomoček. Več o tem pač o vibratorjih in ljudeh in nadomestilih in raznih takih stvarih bomo pa pol pogledali pri mitih, da boste res lahko pomirjeni s tem, da imate vibrator zraven v posli. Naslednji razlog, ki si ga lahko ogledamo, je spodbujanje sproščenosti in zmanjšanje stresa. Ti razlogi se vedno nekako med sabo povezujejo, zato ker pač gre za eno situacijo, v kateri pomagajo vibratorji za pare. Se pravi, ker spolni odnos naj bi bil nek užitek, so lahko po drugi strani tudi vir stresa, še posebej, če oba partnerja med spolnim odnosom ali pa pred spolnim odnosom ali pa kakorkoli že čuta nek pritisk glede ali pa ne samozavest glede lastne zmogljivosti ali pa glede doseganja vrhunca. Če neko stvar preveč osebno jemlješ, kot sem rekla, lahko tle vibrator ful pomaga sprostiti neko napetost, zmanjšati pritisk, ker v bistvu vibrator je tvoj prijatelj v posli, ne vem, kako vam naj rečem. Res je neko tako preprosto pomagalo, pa učinkovito za povečanje nekega užitka. In če veš, da imaš ti nekaj, kar ti bo pomagalo pri tem, če nisi mogoče siguren v kakšno stvar in tako si veliko bolj sproščen in ker ni vas pritisk na tebi. In še zadnji razlog, zagotovo bi se našel še kakšen, ampak jaz sem jih zbrala nekaj tako, ker so se mi zdeli res ful fajn in jih lahko tudi podkrepim z lastnimi izkušnjami. Odkrivanje skupnih preferenc in fantazij. To sem že tokrat omenila, da spolni oziroma erotični pripomočki so lahko res en tak skupna raziskovalna seminarska naloga, hobi, kakorkoli, ko res lahko poveže in vibratorji za pare pač res lahko pomagajo pri odkrivanju nekih skritih fantazij, želja, ki jih mogoče prej še nista raziskala, ker tudi med uporabo samih teh pripomočkov pride dostikrat do pogovora o željah, ki dostikrat pol se pokaže, da imate neke nove skupne interese in ustvarite nek res tak lep prostor za uresničevanje nekih fantazij, ki jih mogoče prej nista bili pripravljena deliti med sabo. Se pravi, ti se en tak majhen, da bi te takole malo porinil pa rekel, dajta se o tem zmeniti, dajta si povedati in na koncu ugotoviš, to nama res obema pa še res uživava v tem, koliko nama je dobro, koliko bi bilo škoda, če ne bi tega doživljala skupaj. Ali pa tega ne bi sploh doživljala, Tako da ja, to res lahko prinese eno tako svežino in večjo vzburljivost in malo prekine to rutino, ki jo imaš. Tako da ja, res lahko neko večjo povezanost med vama. Naslednja stvar, ki si jo bomo pogledali, je to, da če še ne poznate vibratorjev za pare, vam bojo prav prišli teli nasveti za začetek. Če se s temi vibratorji šele nekako malo spogledujete, pa razmišljate o tem, pač kako bi enega vključila v vajino intimno življenje, vam lahko deluje vse skupaj malo tako zastrašujoče, Zato vam bom jaz pomagala in vam bom dala nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko začnete samozavestno in sproščeno in uživate skupaj v neki tej izkušnji in raziskovanju in tako dalje. Seveda, predpostavka prva, ki jo rabimo, je to, da imate odprto in iskreno komunikacijo. To je sicer nek tak aspekt, ki je pomemben v vseh delih življenja, da si odprt in iskren s svojim partnerjem in da res poveš pač tisto, kar si misliš in da najdete skupno pot, da pokažete razumevanje drug za drugega, ne da en je nekaj pripravljen deliti, pa ga drug odslovi. Se pravi,
Prvo se morata pogovoriti. Preden sploh kupite oziroma izberete, naročite kakorkoli vibrator, se usedite, pogovorite se o tem, kaj si želita, in kaj upata, da bosta v bistvu nekako dosegla z uporabo igračke. Tako, kot sem prej omenila, obstajajo različne tudi težave, ki so lahko, in ti vibratorji za pare, pač lahko tudi pri tem pomagajo, da vam prinesejo večje zaupanje, večji užitek, pa mogoče kakšno težavico premagati ali pa ublažiti s tem. Zato je tudi malo pomembno, da se povesta, kaj pričakujete od tega. Se pravi, 3 vprašanja, ki so nujna v tem pogovoru, je to, kar sem že omenila, kakšna so vajina pričakovanja glede vibratorja, kater del spolnosti želite obogatiti, pa obstajajo kakšne meje ali skrbi, ki jih ima eden ali drug od vaju. Vsem si morata povedati, če česa absolutno ne želita, tako kot si bi naredil, ne da si res dejansko naredita nek seznam, ampak kaj ti je cool, kaj bi mogoče probal, pa kaj je absoluten ne. Tako da res mora biti nek odprt, ampak pošten pogovor do sebe in pošten pogovor do partnerja. Razjasnite vajina pričakovanja in s tem bosta ful zmanjšala neko nelagodje. Se pravi, morata se oba dva počutiti udobno in biti malo vznesena zaradi tega novega dodatka, ne zaskrbljena. Potem, ko se bosta odločila, kjer vibrator bosta imela, začnita počasi in prvo se seznanta sploh z igračko, ki sta jo kupila. Sploh, če je to pač neka čist nova stvar. Prvo uporabo vibratorja lahko vzameta pač čist kot neko raziskovanje. Se pravi, kako deluje, kakšni so občutki, kako ga vključita v vajino igro. Ni nujen, da gresta takoj pač, zdaj pa seksava, zdaj pa to dej zraven. Ne na ta način. Prvo, napolnita vibrator, prižgita ga, poglejta, kakšne so nastavitve, probaš ga, na kjermukoli delu telesa, da malo čutiš te vibracije, sicer pač dol se stvari čutijo veliko bolj drugače, kakor na roki in tako, ampak vse. In pač spoznajta se, da vama bo že občutek, ki ga držiš v roki, lagoden, domač, poznan, da ne bo to, zdaj seksava, zdaj pa dajva to v roko in probati, kad je že občutek, ki ga imaš, kaj sploh to, kako primam, kako obrnem. Pač res je treba zadevo prvo pregledati, nastavitve in vse, tako da vama bo pol malo bolj domače, ko boste to dejansko pri spolnem odnosu uporabljali. Se pravi, pogledate vse nastavitve, vibracij, hitrosti, da sploh vidite, kaj vama ustreza. Raziskujte bolj nežne, bolj intenzivne dotike na različnih delih telesa. Mogoče tudi malo pogledajte, kaj so kakšne erogene cone na telesu, ki niso lih genitalije, pa mogoče tam malo potestiraš, kakšen občutek je tam. In pa pač izkoristite ta trenutek za neko medsebojno stimulacijo, brez enega pritiska na doseganje orgazma, vrhunca, da se res oba dva nekako sprostita, pa navadita na novo dinamiko. Naslednja stvar je še, to bi bilo v bistvu bolj, če bi prej povedala, ampak žal sem si malo mogoče nisem tole dobro razporedila, ampak ko boste izbirala vibrator, gledajte, da boste izbrala pravi vibrator, ki bo za oba okej. Kakor sem že omenila, obstaja več vrst vibratorjev za pare, zato je pomembno, da izbereta tistega, ki bo ustrezal vajinim potrebam. To je tisto, kar sem čisto na začetku rekla pri nasvetih, da se morata pogovoriti, kaj pričakujete od tega. Ker vsak vibrator ima pač glede na svojo zasnovo neke edinstvene funkcije in namembnost, zato morata res razmisliti, kaj vama najbolj ustreza. In ko boste izbirala vibrator, upoštevajta velikost in obliko, a iščete nekaj kompaktnega, a iščete nekaj majhnega, ali je kaj bolj namenjeno za predigro, ali je pač bolj namenjeno za med samim spolnim odnosom. Potem, kako se vibrator uporablja? A želite, da je to nekaj, kar se lahko nosi med spolnim odnosom, ali je nekaj, kar je medsebojna stimulacija, ali je nekaj, kar en upravlja,
pa drug doživlja vibracije, a ne, zato, to bom še pa povedala, ne, tudi to je nekak vibrator za pare, zato ker ni vedno stimulacija to, da te nekaj fizično vibrira, ampak je lahko stimulacija tudi psihična, že to, da ti upravljaš z nekim vibratorjem na nekom drugem, je lahko zelo vzburjajoča izkušnja. Se pravi, potem pomembne so tudi nastavitve vibracij, nekaterim so všeč bolj nežne, nekaterim bolj močne, tako da tudi to je vredno raziskati in pogledati, prebrati opis izdelka in tako. Ful fino je, da če nisi prepričan, da se tudi greš osebno v trgovino, kjer je dosti testerjev in tam lahko tudi malo potipaš material in prižgeš vibrator in tako, ne, da pač imaš res nek dober občutek. In potem, kar je še pomembno, je tudi prilagodljivost samega vibratorja za različne položaje. Če uživate v različnih spolnih položajih, poiščite vibrator, ki bo za to primeren, ki bo dovolj prilagodljiv, da ga lahko uporabljate v več scenarijih. Čeprav, ja, mislim, mogoče rabiš še kakšne stvari malo domišljije, ampak jaz mislim, da se da vse pač uporabljati na različne načine, tako da, ja. Ok, naslednji ta splošni nasvet pri vibratorjih za pare je, to je nasplošen nasvet, po moje sploh tudi tako za sam spolni odnos, je to, da uporabite lubrikant. To je pač že fajn za sam spolni odnos, pri igračkah je pa to nujno, obstajajo različni lubrikanti, se pravi na različnih osnovah, na vodnih osnovah, oljnih osnovah, silikonskih osnovah, a ne, to pač malo raziščeš, kaj je kompatibilnost s katerim materialom, najbolj varno je pač vedno vzeti na vodni osnovi, tako da, ja, to sem rekla, da vam moram poudariti, zato ker pri uporabi igračk, kakršnih koli takšnih ali drugačnih, je vedno pač uporabite lubrikant. Tako. Pa pazite na higieno, seveda je treba tudi skrbeti za igračke, ampak o tem drugič. Ok. Potem, na kar morata biti pazljiva, je tudi to, da mogoče ta prvič, ko bosta uporabljala igračko, bosta pripravljena, pa mogoče ne samo ta prvič, na smeh. Se pravi, same vibracije, pa ta nova dinamika v spalnici, včasih prineseta kakšne nepredvidljive trenutke, s to bosta pripravljena, da bo tudi mogoče kakšna smešna, hecna situacija, nič ni narobe, če se smejeta ali pa če stvari ne grejo takoj po načrtih. To je vse del izkušnje, navajanja, spoznavanja, raziskovanja, tako da pomemben je pač, da uživate, da ste sproščena, ampak ja, smeh je itak pač en odličen način za sprostitev, tako da nič narobe s tem, brez kakšnih pritiskov, da mora biti pač vse popolno. Tako. Naslednji nasvet je seveda spoštovanje mej in spoštovanje tempa. Medtem ko raziskujete uporabo vibratorja, je izredno pomembno, da spoštujete meje drug drugega in pa tudi tempo samega raziskovanja. Mogoče bo enemu to, ok, se to je kul, ta drug bo pa še malo nazaj, pa bo malo sramežljiv in tako da res upoštevajte drug drugega, ne, zato ker nočemo, da pride do nekih neprijetnih situacij in potem se nekomu nekaj zameri, pa mu ni okej, ne, pač res se upoštevajte, se poslušajte in pogovarjate in tako, sploh dokler še raziskujete zadeva, mora biti komunikacija ves čas odprta, ves čas spoštljiva, da res je to za oba prijetna in prijetna izkušnja in pač, da vama prinese obema užitek, da je varno in tako dalje. Se pravi, same pozitivne stvari. Ok, naslednja bi bila to, da uporabljate vibrator kot neko orodje za povezanost. Naj ne bo to le neka stvar, ki gledate na to, to je pa za največji užitek, ampak tudi, da poglobi vajino čustveno povezanost. Pač marsikdo ne razmišlja o tem, ampak ko se ti enkrat podaš v neko skupno stvar, je to tako, kot sem že prej omenila. Pač odpreš si nova vrata komunikacije, odkrivaš nove stvari drug o drugemu, odkrivaš, kaj vama paše in tle se res osredotočita drug na drugega, kako se odzivata na določeno stimulacijo, kaj vama je všeč in kako se dotikata.
naj bo vibrator nek del vajnega procesa povezovanja, ne samo neka mehanična naprava za stimulacijo. Se pravi, pogovor med igro, spodbujajta se, pač raziskujta skupaj. To pač res, jaz gledam na vibratorje vedno tako, da pač kaj to prinese moji povezanosti z mojim partnerjem, pa najini vezi, najinemu spolnemu življenju. Nikoli ni to samo tako, zdaj sem prinesla pa novo igračko, dajva, mar me potres. Pač ni, res sem šla v dobro, ne rabi to zmer nekaj ful globoko in tako, ampak lahko ful lepe stvari doprinese. Tako, ta zadnja stvar je pa to, da se učita iz izkušenj. Vsaka nova izkušnja je pač priložnost za učenje. Sploh po prvi uporabi vibratorja si vzameta čas za pogovor. Malo pejta, kaj en review narediti ali pa poročilo, ne dobesedno, ampak malo refleksije, kaj vama je bilo kul, kaj vama ni bilo kul, kaj bi drugače poskusil, če imata kakšne ideje, če vama je bilo dobro, a bi kaj drugega še probala. To vedno pomaga, da se potem s časoma nekako uskladita vajine želje in da tudi sta vsakič bolj sproščena z uporabo igračk, da ima že vse nekako tak, da vse poteka tekoče. In da ni več onga, da je nekaj tako, taka povezanost, da je nek flow. Jaz se opravičujem, če danes govorim malce hitreje, ampak sem res navdušena, da vam lahko predstavim tole in upam, da se bo kdo odločil kaj novega probati. Gremo naprej na tipe vibratorjev za pare. Se pravi, ko se odločate za vibrator za pare, lahko izbirate med različnimi tipi. Ti tipi vibratorjev seveda ponujajo različne funkcije, različne občutke in njihova namembnost je lahko zelo drugačna od enega do drugega tipa vibratorja. Se pravi, zdaj bomo šli čez nekaj najpogostejših vrst. Obstajajo nosljivi vibratorji za pare, v smislu nosljiv vibrator za med samim spolnim odnosom. To sem omenila že prej, tekom podcasta, se pravi, to je vibrator, ki ga ženska lahko nosi med samim spolnim odnosom, tako da je en del, ki se ga oblike črke U, da je en del v nožnici, drug pa pride potem gor na klitoris. Tudi same funkcije teh vibratorjev so različne, obstajajo tudi malo različne oblike znotraj tega tipa vibratorjev, lahko so bolj ploščati, lahko so debelejši, lahko so širši, lahko so ožji. So pa večinoma vsi kar dovolj prilagodljivi, se pravi, da so dovolj prožni, da ustrezajo različnim anatomijam ženskim. Potem pa obstajajo taki, ki pač se regulirajo njihove nastavitve in vibracij, hitrosti, kakorkoli. Na samem vibratorju, se pravi na zunanji strani tega dela, ki pride na klitoris, kakšni imajo zraven daljinčka, kakšni se pa celo povežejo z aplikacijo. Meni osebno so stvari na aplikacijo ful všeč, sliši se ful smotan, ampak ni. Kaj enkrat to probaš, vidiš vse bonitete tega in tudi večina vibratorjev nudi več nastavitev z aplikacijo, kakor pač, če aplikacije ne bi uporabljali. Tukaj pride, se pravi, do stimulacije obeh, ker se ponavadi vibrira del, ki je na klitorisu, ampak vibracije se prenesejo vzdolž celotnega vibratorja, tudi notri, kjer lahko stimulirajo G-točko in tudi že sam ta pritisk vibratorja, ki pride pač penis zraven noter v nožnico na G-točko, lahko poveča stimulacijo na G-točko in tudi vibracije se prenesejo na penis, tako da in tudi on čuti potem te vibracije in je res pač neka taka vzajemna stvar. Zdaj, če gremo naprej, omenila sem tudi vibracijske obročke za penis. Se pravi, ti sami vibratorji so zasnovani tako, da se nosi okrog penisa. Obstajajo različni tipi, različne oblike, lahko se nosi okrog penisa, lahko se nosi
lahko ima dve te elastike, ki grejo ena okrog penisa, ena gre še okrog mod, lahko gre samo okrog mod, lahko ima potem še kakšen podaljšek od zadaj, da še stimulira moškemu presredek, od spredje je izbočen vrhnji del obročka, zato da ko pride do penetracije, ta del stimulira žensko na klitoris. Lahko so tudi obročki povezani, da moškega še v prostatu zraven stimulira, tako da tega je malo morje, pa če niso tle upravljanje, je direkt na igrački, daljinček in pa aplikacija. Vibracijski obročki so že tudi zaradi tega v redu, ker, kakor sem že omenila, lahko pomagajo pri sami erekciji. Daljinsko vodenje vibratorji. Se pravi, tle niso mišljeni ti daljinčki, ki sem jih jaz omenjala, ki jih imajo lahko kjerkoli igračke, ampak igračke, ki so prav namenjene, recimo, da ti z daljinčkom nadaljavo nekoga stimuliraš. Se pravi, obstajajo vibratorji, ki si jih lahko eden izmed partnerjev ustavi v hlačke, se pravi, da je zunanja stimulacija, so takšni, ki se lahko ustavijo v nožnico, ki so podobni vibracijskim jajčkom, potem so nekateri, ki imajo, lahko so ustavljivi, pa še od spredaj stimulira klitoris, potem kakšni imajo še od zadaj kakšen tanjši del, da lahko pride na presredek ali pa zunaj, samo zunanji del anusa stimulira ali pa da grejo še v anus, tako da tega je res malo morje. Namen takšnih vibratorjev, eni imajo samo daljinčka zraven, se pravi lahko, ne vem, 80 metrov stran se to stimulira, ali pa z aplikacijo, kjer lahko pač te partner stimulira iz kjerkoli na svetu pač je. Namen tega je seveda malo povečati vzburjenost ali pa kakšen ta samo vznemirjenje. Recimo, da greš na neko večerjo, pač ti vibratorji so ponavadi zasnovani tako, da so zelo tihi, da greš na neko večerjo, pa pač ti nosiš, pa partner potem kontrolira, pa nikoli ne veš, kdaj te bo malo potresali in tako da ja. So ful fini, obstajajo pa tudi vibracijski analni čepi, isto nosljivi z daljinčkom, tako da ja, tle je res malo morje teh izbir. Dvostranski vibratorji so potem vibratorji, ki imajo dve ločeni vibrajoči konici, ki lahko uporabljata oba dva partnerja hkrati in pač tak vibrator omogoča stimulacijo več erogenih con hkrati in to pač itak še poveča užitek. Tle sicer to ni vibrator, ampak lahko je recimo za istospolne pare je dvostranski dildo, se pravi, če sta dve punci, da uporabljata ta dvostranski dildo, ne pač hkrati, ki ga tako, eni so že ukrivljeni, eni se pa da ukriviti, da so malo daljši taki dildoti, obi punci pač si to lahko ustavita not in uživata in tako. Lahko tudi kakšni pari uporabljajo, to sem videla, ne vem, da če sta moški pa ženska, da gre en del v vagino, pa gre moškemu v anus ali pa obima anus, to je čist, ali pa istospolni partnerji, kakorkoli pač, kakorkoli si lahko to pogneš in sprobaš nekaj novega. Potem masažerji. Masažerji so vibratorji, ki so, to je tisti, ki izgleda kot en ogromen mikrofon. A veste, se veste, zdaj veste, tisti, ki izgleda kot en ogromen mikrofon. Najboljši so oni, ki so na kabel, ker pač 220 never fails. V glavnem, kar sem hotela reči, je to, da res je namenjen za zunanjo stimulacijo, pa mogoče za solo uporabo, ampak tle v bistvu s tem masažerjem v bistvu lahko ga zelo dobro vključiš ne samo med sam spolni odnos, da si, ne vem, ženska še zunanjo stimulacijo izvaja, kar v bistvu lahko izvaja s katerimkoli vibratorjem, ampak ti masažerji so bili res prvotno namenjeni za masažo in potem so dekleta v tistem času, ko je bilo to pač na tržišču zelo hitro pogruntala, zakaj še lahko to uporabljajo, tako da ja. Ampak ja, že sama ta ideja, da malo drugega masirata, ker je dovolj močno, a ne, zato je res taka luštna. Vibratorji za anus sem pa že omenila prej. Potem, če gremo še majčkeno na vibratorje, ki so namenjeni istospolnim partnerjem ali pa no, se ni nujno, da je za istospolne, a ne, tle, če omenjam vibracijski strep-on pasovi, kako
tako sem si to napisala. Vibracijski strap-oni. Lahko so, kakšni so seveda taki, da je samo zadeva na ven in pač nekoga drugega penetriraš, a ne, punce nimamo za penetrirati. Zato lahko to nosimo, nekateri so pa nosljivi, se pravi, da gre en del not v vagino, ta drug pa je namenjen penetraciji in tiskaj noter lahko vibrira in vibrira to tudi zunaj ali kakorkoli so te vibracije, lahko je samo dildo, ki je tako ukrivljen. Tako da ja, ni nujno, da je za istospolne partnerje, lahko se uporablja tudi za pegging. Če ne veste, kaj je pegging, je, ko ženska nosi ta strap-on in pač penetrira moškega v anus. Potem, ko sem prej govorila o tem upravljanju vibratorjev nadaljavo, ni nujno, da je samo ženska, ki je stimulirana, lahko obstajajo tudi vibracijski masturbatorji, se pravi, da se stimulira moškega in ima nadzornik ženska ali pač njegov partner, kakorkoli pač, a ne, se pravi, masturbatorji, namenjeni penisu. Gremo naprej. Ok, miti in resnice o vibratorjih za pare. Čeprav sem opazila, da enih takih sem napisala, ki bi lahko bili tudi za neke splošne vibratorje. Ampak, pojmo pogledati, kaj je. Jaz se opravičujem čas prehladov in kašljanja. Vibratorji so namenjeni samo ženskam. Vibratorji za pare so zasnovani tako, da nudijo užitek pač obema partnerjama, ne glede na spol. Se pravi, obstajajo modeli, kot smo že rekli, da stimulirajo oba dva hkrati. Se pravi, kot so nosljivi vibratorji, vibracijski obročki ali pa kjerikoli ti drugi, zato ker ni vedno stimulacija samo fizična, lahko tudi psihična in ta nadzor, da nekomu drugemu ti tamle neki ga treseš, kadar se ti zazdi, seveda vse z konsenzom oziroma soglasjem, ne. Ja, pač namen vibratorjev za pare je, da poveča užitek obeh, ne glede na vajin spol. Naslednji mit. Uporaba vibratorja pomeni, da nekaj manjka v vajinem odnosu. Vibracijske ali kakršnekoli druge erotične igračke, pripomočki nikdar niso nadomestilo za intimo, ampak pripomoček, orodje, kakorkoli želite to poimenovati, izdelek, ki pomaga paru raziskovati nove užitke, nove izkušnje, bolj je namenjen temu, da poglobiš svoje zaupanje, zvezo, zboljšaš komunikacijo, res ni neko nadomestilo, ne, pač ljudje se ne bi se smeli bati na tak način, ne, pač res je pomembno, da imaš neko odprto komunikacijo glede tega, pač s svojim partnerjem, ne. Veliko parov uporablja vibratorje, da izboljšajo listo svojo povezanost, kakor že cel čas govorim. Vibrator bo nadomestil partnerja. To je podoben tistemu, kar prej, ampak ne, noben vibrator na svetu ne bo nadomestil partnerja, ampak je pač spet neka stvar, ki pomaga obema uživati, se povezati in tako, ne, pač človeški dotik ali pa izdelki je nekaj drugače. Vzamite to kot nek dodatek, kot neko pomagalo, kot neko orodje, ki vaju pač še bolj poveže, ki vama pomaga raziskovati vajino intimo, ki mogoče bosta kakšno fantazijo od obeh raziskala ali pa bosta lažje se odprla za nove stvari ali pa niti ne za nove stvari, mogoče imaš kakšno stvar, ki si jo že želel probati, pa je nisi upal, pa bo to nekako en korak bližje k temu, da se malo sprostiš, pa poveš, kaj si želiš. Se pravi, pač res neko izboljšanje intime, ne. Uporaba vibratorjev je samo za mlade pare. Tam je bila tako, saj mi stari, to je samo za mlade, ne, ampak ni. Pač uporaba vibratorjev je pač za kogarkoli, kdorkoli si pač to želi. Ni omejena nobeno starostno skupino, ne, pač ne glede na to, koliko časa ste že skupaj ali pa koliko let imata, to sploh nima veze, če si vidva pač tega želita, če se želita izboljšati oziroma začiniti ali pa prekiniti rutino pač v vajinem spolnem življenju, pač čisto vseeno, si mlad par, a si star par, a si par, ki je že dolgo skupaj, par, ki si šele malo časa skupaj in tako. Dosti parov nas uporablja vibratorje, da pač nekako
Jaz osebno jih ful uporabljam te stvari bolj za nekako večjo povezanost, pa za mogoče odkrivanje nekakšnih novih stvari, eni, da pač imajo neko to strast, da budijo strast, da je nekaj novega, nekaj vznemirljivega, pač, ja, tako. Leta pač tle res nimajo veze, ste v bolj zrelih letih ali ne, a ste res, to pač nima nobene vloge tle ne igra, no. Vibratorji so samo za predigro. To mislim, da smo že precej razjasnili pri tipih vibratorjev, pač kako se določeni vibratorji za pare uporabljajo in pač, ja, nekateri ste za predigro, nekateri ste lahko med spolnim odnosom. Kakor sem rekla, tisti vibratorji, ki se uporabljajo med samim spolnim odnosom, definitivno pač niso samo za predigro, ker je namen, da ga uporabljaš med samo penetracijo, vibracijski obročki, nosljivi vibratorji, tisti v obliki črke U in tako, seveda pač povečujeta užitek obeh partnerjev, tako da ne, ni omejen samo na predigro, ampak pač tudi na samo celotno intimno izkušnjo. Uporaba vibratorja je znak, da partner ni dovolj dober. Take stvari, kadar jaz tako slišam od koga, to ne bi rekla, da me lih prezadane, ampak zdi se mi zelo zanimiv način, kako pač ta oseba razmišlja. Ne, da je kakorkoli narobe, ampak mogoče boste pripravljeni malo si odpreti obzorja. To definitivno ne pomeni, da je kjer od partnerjev ni zadovoljen ali zadovoljen ali kakorkoli, ali pa da kaj manjka. Gre se res za neko skupno raziskovanje, pač pač zveza in odnos, kakršenkoli stvari niso samoumevne, pač rabiš nekaj vlagati, in pač v spolno življenje tudi rabiš nekaj vlagati, Mislim, to so stvari, ker je prav, da imaš nekaj skupnega, pa da nekaj raziskuješ, pa da vaju nekaj veseli, pa da imaš še, a si mlad par ali star, kakorkoli, da imaš neki občutek vznemirljivosti in tako, in ne, da ga nimaš brez igračk, ampak definitivno pač pomaga, pač pa zakaj ne bi raziskal nekaj, če ti bo prineslo nove občutke, pa si rečeš, kako sem vesel ali pa vesela, da sem to probala, ker mi je res dobro. Jaz sem dostikrat to doživela, pa ne vem, je partner pač želel nekaj probati, pa sem rekel, pač dejva, sem bila odprta, če mi kaj ni bilo, sem pač rekla, saj sva probala, pa sva probala enkrat, dvakrat, trikrat, pač meni to še zmer ni kakšne stvari tudi rabiš, da se navadiš, ne moreš kar takoj, ne, pač mogoče pač probaš, seveda s pogovorom, z upoštevanjem mej in vsega, in pač res se lahko lepo povežeš s svojim partnerjem na ta način. Seveda brez siljenja, brez tega, da trpiš v nečem, kar pač nekomu je dobro, tebi pa ni, ampak spoštovanje mej in to, tako da ne, daleč od tega, da bi bil vibrator znak, da partner ni dovolj dober zate. Ne sme, to ni neka stvar, da bi jo vi jemali kot neko grožnjo ali pa nadomestilo ali kakorkoli, pač to je res namenjen temu, da pač vi doživite neke dobre občutke, da vam pomaga pri nečem, predvsem ta pomoč, odprtost, komunikacija, pač dajte biti odprti, pač v svojih zvezah iskreni, pomagajte si, da bosta oba zadovoljna, da zakaj bi zanemaril ta aspekt svojega življenja. Meni se zdi, da intima je lahko, oziroma intima je kar precejšen del naših življenj, in ne gre se samo za to fizično neko nabijanje, ampak pač sam spolen odnos je res neka stvar, ki se lahko vidva res povežeta med tem, Tako da, ja, to bi bilo to. Jaz upam, da sem vam karkoli približala, da sem vam kakšen dober nasvet dala. Vesela mi je bila thumbs up, pa kakšnega komentarčka, vprašanja. Seveda z veseljem vsakemu odgovorimo tlele pri Svetu užitka, tako da spremljajte nas še naprej, mi se pa vidimo in slišimo naslednjič. Čau, čau!